Lahko vprašam, zakaj sem obtožena? Ja, bom vzela, samo trenutek. Misliš, da se bom upirala in ne bom mogla zapustiti te pisarne brez novih lisic? Vodjo šolskega okrožja so vklenili kar v njeni lastni pisarni. Ali me lahko ne vklenete v lisice pred vsemi na mojem delovnem mestu? Lahko Andrew prinese mojo torbico? In ali lahko gremo skozi zadnja vrata? Imamo šokantne obtožbe, ki so zaskrbljujoče. Policija pa je razkrila, kako je večmesečna preiskava neprimernega vedenja učencev pripeljala do posledic na samem vrhu šolskega sistema. Spremljate oddajo On the Case, ki jo predstavlja Law and Crime. Jaz sem Chris Stewart. Poglejte, v tej oddaji smo že videli veliko učiteljev v lisicah in to iz različnih razlogov. Vedno je šokantno, ko to vidiš, vendar mislim, da še nikoli nismo imeli vodje šolskega okrožja v lisicah. To je nekaj, česar preprosto ne vidiš. In ko pomisliš na delo vodje šolskega okrožja, mislim, da gre za precej odgovorno funkcijo. Mislim, to je oseba, ki je nadrejena učiteljem in je na koncu odgovorna za postavljanje standardov izobraževanja, za integriteto in disciplino na vseh področjih. Tako lahko vsaka napaka povzroči resno in v nekaterih primerih nepopravljivo škodo ugledu šolskega okrožja. Včasih pa lahko zaščita ugleda šolskega okrožja močno škoduje. In prav to naj bi se zgodilo v tem konkretnem primeru. Pravkar ste videli trenutek na posnetku policijske kamere, ko so policisti aretirali to vodjo šolskega okrožja. Najprej pa morate razumeti, kako smo prišli do te točke. Zato se poglobimo v zgodbo. Vse to se dogaja v mestu Longview v zvezni državi Washington. To je približno 5 mil od meje z zvezno državo Oregon. In na splošno je to mesto srednje veliko. Ima skoraj 39,000 prebivalcev po podatkih US News and World Report. Pa ima šolsko okrožje skoraj 6400 učencev. Spletna stran niche.com je temu šolskemu okolišu dodelila oceno B-. Uprava je posebej prejela oceno B. Torej, to ni slaba ocena. To je precej povprečen šolski okoliš. Vsaj glede na to, kako ga ta spletna stran ocenjuje. Kar pa res izstopa, je, da je ta šolski okoliš po poročanju med 50 najboljšimi za športnike v celotni zvezni državi Washington. In to je nekaj, kar bi lahko resnično povečalo pozornost na ta okoliš. In to je podatek, ki je za to zgodbo zelo pomemben. Torej, pogovorimo se o tej nadzornici, Karen Cloninger. Po podatkih spletne strani javnih šol Longview je nadzornica tega okoliša od poletja 2024. Njen profil na LinkedInu prikazuje več vodstvenih vlog v izobraževanju od leta 2010. Tako se v prvem letu in pol njenega mandata kot nadzornice Cloningerjeva ni pojavljala v naslovnicah. Zdi se, da so stvari potekale razmeroma gladko, saj javno. In po teh šokantnih obtožbah nekaj dijakov je bila resničnost po njihovem mnenju povsem drugačna. Zdaj imamo izjavo pod prisego o utemeljenem sumu policijske uprave Longview, ki vključuje forenzične intervjuje z več dijaki moške košarkarske ekipe srednje šole Mark Morris. To sega nazaj do 9. februarja. In v teh intervjujih igralci podajajo zelo zaskrbljujoče obtožbe o neprimernem vedenju, ki naj bi se dogajalo od novembra 2025 do konca januarja letos. Tako je en dijak povedal šolskemu policistu, citiram, da so njega in druge igralce druge ekipe že od začetka sezone večkrat vlekli v slačilnico prve ekipe, kjer so jih spolno in fizično napadli. Preostanek tega odstavka je preveč nazoren, da bi ga prebral dobesedno. Bil je žrtev spolnega napada strani več drugih igralcev. V enem primeru je bil vpleten tudi sprej Biofreeze. 2 dni kasneje, 11. februarja, se je policiji v forenzičnem razgovoru oglasila še ena žrtev. Citiram, pojasnil je, da je bil dijak prvega letnika na MMHS in da je bil izbran za igranje v drugi košarkarski ekipi. Nato je opisal 5 ali 6 primerov napadov, tako fizičnih kot spolnih, ki so se zgodili v 5 ali 6 ločenih primerih. Začelo se je v prvem tednu košarke in se nadaljevalo do 28. januarja 2006. Pri čemer so ga približno še 6-krat poskušali napasti. Po navedbah policije je pojasnil, da ga je več članov prve ekipe košarkarske ekipe MMHS na silo odpeljalo v garderobo prve ekipe in se drgnilo ob njega. Igralec je omenil tudi, da so uporabili pločevinko Biofreeza. Dijak je nato opisal še en dogodek, ko so ga odvlekli v garderobo prve ekipe. Pojasnil je, da je več članov prve ekipe, citiram, tverkalo ob njem in ga naskakovalo.
Povedal je, da so imeli nekateri oblečena oblačila, nekateri pa ne. Pojasnil je, da so ga prisilili ob belo tablo za suho brisanje v garderobi prve ekipe. Pojasnil je, da so tako močno tvrkali na njem in ga tako močno pritisnili ob belo tablo, da je na koncu dobil ureznino in modrico na boku. V celotnem intervjuju je dijak jasno povedal, da se je tovrstno šikaniranje dogajalo vsakič, ko so ga odvrekli v garderobo prve ekipe in da so pri šikaniranju sodelovali skoraj vsi člani prve ekipe, razen nekaj posameznikov. Pojasnil je, da je pod šikaniranjem razumel to, da so igralci tvrkali na njem, se pretvarjali, da ga obdelujejo, ter drgnili svoja gola zadnjica ali moške genitalije ob njegovo telo. Te obtožbe same po sebi so šokantne, so vznemirjajoče in očitno so šle domnevno veliko predaleč in trajale predolgo. Torej se zdaj postavlja vprašanje, kdaj je katero od osebja za to izvedelo. Ena od žrtev, dijak, je policiji povedal, da je skoraj vse informacije prijavil ravnatelju srednje šole, pomočniku ravnatelja in glavnemu trenerju košarke. Povedal je, da so ga skoraj vsak dan, 2 tedna pred forenzičnim razgovorom s policijo vabili v pisarno pomočnika ravnatelja. Vendar je povedal, da je izpustil podrobnosti o spolnem napadu s šolskim osebjem, ker ni želel spraviti svojih soigralcev v težave. Vendar pa je povedal, da je omenil incident z Biofreeze skupaj z enim primerom, ko mu je prva žrtev med dijaki povedala, da je bil popolnoma posiljen v garderobi ekipe. Zdaj je ena od mater žrtev tudi povedala policiji, da je 29. januarja prejela klic od pomočnika ravnatelja, ki je povedal, da se je nekaj zgodilo z ekipo. In šele naslednji teden, 4. februarja, je sin te ženske že šel k pomočniku ravnatelja zaradi domnevnega napada. Vendar mu je pomočnik ravnatelja povedal, da poteka preiskava. Torej je bila v tem trenutku ta preiskava vodena znotraj šole. In po navedbah policije je bilo nekaj domnevnih vpletenih učencev zaradi svojega vedenja suspendiranih. Kdaj pa se v tem primeru vključi policija? Po policijskem poročilu je bil 8. februarja policist obveščen o aktivni preiskavi v zvezi z grožnjami s strelnim orožjem na srednji šoli Mark Morris. Obenem je policist izvedel tudi za množični protestni odhod od pouka, ki je bil načrtovan za naslednji dan in je bil povezan z domnevnim spolnim napadom, ki naj bi bil morda povezan s košarkarsko ekipo. Isti dan je bil drug policist obveščen s strani starša, da je bil njegov sin spolno napaden v ekipi. Policija se je odzvala na srednjo šolo zaradi preiskave grožnje s strelnim orožjem, hkrati pa so povpraševali tudi o obtožbah spolnega napada pri šolskem policistu. Citiram: "Med mojim kratkim pogovorom s šolskim policistom je bilo očitno, da ni imel bistvenih podrobnosti v zvezi z nobeno aktivno ali zaključeno preiskavo spolnega napada. Policist me je obvestil, da je sicer vedel, da so bili nekateri dijaki iz fantovske košarkarske ekipe nedavno disciplinsko kaznovani zaradi vedenja, vendar ni bil seznanjen z nobenimi konkretnimi kaznivimi dejanji, za katere naj bi bila vložena obtožba. Ker nisem bil seznanjen s šolskim policistom in postopkom disciplinskega ukrepanja na šoli, sem ga prosil, naj mi pojasni, kako običajno poteka ta postopek v šoli. Policist je potrdil, da šola običajno večino preiskav izvede interno in obvesti organe pregona, le če šolska uprava meni, da je to potrebno ali če potrebujejo dodatne vire." Tukaj malo preskakujemo, ampak zdaj je 10. februar. In uradno poročilo prispe na policijsko postajo v zvezi z obtožbami o spolnem napadu na srednji šoli. Policisti so pregledali digitalne dokaze, ki jih je zagotovila ena od žrtev, vključno s skupinskim klepetom mladinske ekipe, kjer so aktivno razpravljali in delili fotografije, povezane z incidenti spolnega napada, ko so ti postali široko objavljeni na družbenih omrežjih. To je poleg forenzičnih intervjujev. Citiram: "Kasneje sem si ogledal 2 forenzična videointervjuja povezana z žrtvami. V obeh videoposnetkih sta se obe žrtvi strinjali, da bosta iskreni in pošteni. Obe sta omenili vedenje, ki je bilo videti napadalno, spolno in kaznivo. Poleg tega so opisi dogodkov jasno predstavljali vedenje, ki bi po poročanju zahtevalo obvezno obveščanje organov pregona." Zdaj policija začenja dvigovati obrvi ne le nad dijaki, ki naj bi izvedli te spolne napade, ampak tudi nad šolo zaradi tako groznih obtožb, kot so bile opisane. Kaj je šolo ustavljalo, da ni vključila organov pregona? Ne glede na vse so zdaj popolnoma vključeni v to preiskavo in opravljajo preiskavo na šoli na podlagi odredbe, vključno s komunikacijo med vodstvom šole. Policisti so imeli pod drobnogledom tudi namestnika ravnatelja, nekoga po imenu Paul Beckel, ki je očitno vodil to notranjo preiskavo. 13. februarja so policisti odšli k njemu domov, ker ga prejšnji dan ni bilo v šoli, prav na dan, ko so na šoli opravili preiskavo na podlagi odredbe.
Citiram: Prišli smo k njegovi hiši z neoznačenim policijskim terencem in v civilnih oblačilih. Potrkali smo na vhodna vrata njegove hiše in njegova žena je prišla do vrat, da nas pozdravi. Vprašali smo, ali je Paul na voljo, in pojasnila je, da je šel v Longview na sestanek s superintendentko Karen Cloninger in pomočnico. Vprašali smo, ali je Paul na voljo, in pojasnila je, da je šel v Longview na sestanek s superintendentko Karen Cloninger in ravnateljico Erin Whitewright. Nato ga je poklicala po telefonu in mu povedala, da smo tam in da bi se radi pogovorili z njim. Pojasnil je, da je blizu Cathlamet, Washington, in da se bo kmalu vrnil proti Longviewu. Policisti so se nato srečali z namestnikom ravnatelja Beklom v bližnji kavarni, da bi se pogovorili z njim. In tukaj postanejo stvari res zanimive. Policisti ga prosijo, naj pove več o svoji preiskavi. Sprva pa omili obseg tega, kar so mu povedale žrtve, ki so bile dijaki. Potem pa mu prosim, pokažite njegove lastne zapiske o incidentu z Biofreeze. Citiram: Paul je nadaljeval s komentarjem, da je bila to le ena poved na 26 straneh. Nato je Paul se začel braniti in je preusmeril pogovor. Podal je komentarje, ki so nakazovali, da imamo več informacij, kot jih je on prejel, na podlagi dejstva, da smo na šoli izvršili preiskavo na podlagi sodne odredbe. Kljub temu so njegovi podrobni zapiski kazali, da mu je žrtev povedala, da so mu v zadnjico razpršili Biofreeze. Paul je nadaljeval z razlago, da je njegov postopek ta, da preiskuje tako temeljito kot lahko, nato pa informacije posreduje drugim za usmeritve, kaj storiti naprej. Vendar Paul ni povedal, koga je prosil za to usmeritev. Vendar pa je policija imela dokaze o posvetovanju med namestnikom ravnatelja in drugimi člani vodstva. Citiram: Sklicevali smo se na Paulove zapiske, kjer je zapisal, da se je srečal z Erikom Rickom. Eugene Parrish, izvršni direktor za komuniciranje in operacije v šolskem okrožju Longview, ter ravnateljica Erin Whitewright osebno in s Karen Cloninger po telefonu 4. februarja. V svojih zapiskih je pojasnil, da so razpravljali o obveznem poročanju in da so ga obvestili, da takrat niso bili dolžni poročati. V svojih zapiskih je omenil tudi možnost, da bi poslali neko obvestilo MMHS in šolskemu okrožju Longview, ter kako so mu ponovno rekli ne. Namestnik ravnatelja naj bi nato pojasnil, da šolski policist meni, da v tem primeru ni dovolj dokazov za kazenski pregon. Vendar pa se je izkazalo, da naj ne bi vseh podrobnosti svoje preiskave delil s šolskim policistom, vključno z incidentom z Biofreeze. Policisti so nato opravili razgovor z ravnateljem šole, Aaronom Whitewrightom. Citiram: Detektiv Hartley je vprašal Aarona, kakšna je bila njegova vpletenost v preiskavo na MMHS, ki je vključevala fantovsko košarkarsko ekipo. Pojasnil je, da je bil o situaciji obveščen okoli 28. ali 29. januarja. Pojasnil je, da ni neposredno zasliševal nobenega od vpletenih dijakov, vendar je bil prisoten pri nekaterih zaslišanjih in je imel ves čas preiskave dostop do Paulovih zapiskov. Pojasnil je tudi, da je bil glede vsega, kar se je pojavilo, v stiku z našo okrožno pisarno, dr. Cloningerjem in ali Andyjem Shanoverjem, ki je izvršni direktor za študentske storitve v okrožju. Zdaj prihaja na dan, da je bila nadzornica Karen Cloninger domnevno v stiku glede incidenta že od konca januarja. Ravnatelj pa je bil obveščen o novih informacijah. Citiram: Vprašal sem Aarona, kdaj, če sploh, je govoril s SRO. Pojasnil je, da se je sestal z Andyjem in Karen Cloninger glede poročila CPS. Pojasnil je, da mu je Karen povedala, da se bo posvetovala z odvetnikom. Odvetnik je Karen naročil, naj se posvetujejo s SRO. Verjel je, da sta se tisti dan ali naslednji dan z Andyjem sestala s SRO in razpravljala o primeru. Pojasnil je, da so z SRO delili informacije o, citiram, zadnjicah na obrazih in genitalijah čez obraze, ter da so jim povedali, da to ni kaznivo dejanje, razen če, citiram, starši želijo to preganjati. Z Aaronom sem razjasnil in vprašal, katera podrobnost je bila natančno deljena s SRO. Aaron je nato stopil korak nazaj in pojasnil, da so SRO-ju povedali o zadnjicah na obrazih in plesanju naokoli, ni pa se mogel spomniti, kaj drugega je bilo še deljeno. Vprašal sem, ali so SRO-ju posredovali konkretne podatke o tem, kateri dijaki so bili vpleteni, ali pa mu dali dostop do kakršnihkoli Paulovih zapiskov, in rekel je, da ne. Ko so ga vprašali, ali je SRO prejel dovolj informacij, da bi lahko sprejel utemeljeno odločitev o okoliščinah, je Aaron sprva dejal, da verjame, da je SRO prejel dovolj informacij. Nato sem vprašal, zakaj SRO-ju niso bili posredovani konkretni podatki iz šolske preiskave. Aaron je rekel, ne vem, razložil sem kaj? Podrobnosti v Paulovih zapiskih, do katerih je imel Aaron dostop od začetka, so se zdele dovolj resne, da bi lahko pomenile kazniva spolna in fizična napada.
Toda podrobnosti, ki so bile posredovane SRO-ju, so bile očitno zelo nejasne in brez ključnega konteksta, kar bi lahko drastično spremenilo SRO-jevo priporočilo glede ravnanja v tej situaciji. Vprašal sem, ali je to točno, in Aaron je potrdil, da je. Zdaj je pomembno omeniti, da je policija 19. februarja povedala, da ima dovolj utemeljenega suma za aretacijo 2 dijakov iz košarkarske ekipe zaradi obtožb, vključno s posilstvom 2. stopnje, nezakonitim pridržanjem s spolnim motivom, nespodobnimi dejanji in nespodobnim razkazovanjem. Zdaj se zdi, da je vodstvo šole domnevno prikrivalo morebitno kaznivo dejanje pred šolskim varnostnikom. Prav tako dobivamo vpogled v to, kako naj bi bila tudi nadzornica Karen Cloninger domnevno vključena v ta načrt. Tako da v tem trenutku organi pregona podrobneje preučujejo nadzornico in poskušajo ugotoviti, kje je komunicirala z vodstvom glede te preiskave. Policija izvede preiskavo njenih naprav. In tukaj je, kaj naj bi policija domnevno našla. Citiram. Približno 20. februarja sem začel pregledovati podatke povezane z mobilnimi telefoni Karen Cloninger, vključno s pregledom samih naprav. Med pregledovanjem izpiskov iz Celebrite sem naletel na številne sporočila v klepetu, za katere je bilo razvidno, da so bila obnovljena iz izbrisanih. Kasneje sem to potrdil z ročnim iskanjem po telefonu, vključno s preverjanjem številnih izbrisanih sporočil na obeh napravah. Nadalje sem uspel obnoviti številna izbrisana sporočila in potrdil, da je bilo veliko teh sporočil enakih, kot je bilo navedeno v izpisu iz Celebrite. Med iskanjem obeh naprav sem posnel več fotografij, vključno z ustvarjanjem 2 Celebrite poročil, ki sta se nanašali na e-pošto in klepete. Opozoriti je treba, da so bila med iskanjem naprav Karen Cloninger vidna pomembna sporočila in e-poštna sporočila, ki so to potrjevala. Te naprave, skupaj z napravami drugih administratorjev, so bile uporabljene za komunikacijo, povezano ne le s poslovanjem javnega šolskega okrožja Longview, temveč tudi za njihovo preiskavo in obravnavo obtožb, povezanih s tem primerom. Po navedbah policije je Cloningerjev prenosnik prav tako pokazal spremenjene datoteke z naslovom Povzetek dogodkov, skupaj z izmenjavami sporočil o izbrisanem e-poštnem sporočilu v zvezi s preiskavo. Poleg tega, na podlagi mojega usposabljanja in izkušenj, javni zapisi vključujejo vsak dokument, fotografijo, e-pošto ali besedilno sporočilo v zvezi z vladnimi zadevami, ne glede na fizično obliko. Na podlagi zgoraj navedenih informacij se zdi, da Karen Cloninger opravlja posle šolskega okrožja Longview, povezane s sporočili na njenih napravah in e-pošti, ter verjetno briše javne informacije. Zdaj policija sestavlja sliko o tem, zakaj naj ne bi bili vključeni že od začetka. In na koncu dneva je bila Karen Cloninger ženska, ki naj bi sprejela končno odločitev v preiskavi. Zdaj hitro preskočimo na 11. in 20. maj, ko policija odide na sedež šolskega okrožja Longview in aretira nadzornika. Kako ste? Počakaj. Kar položi telefon na mizo. Obrnil se bom stran in se vrnil. Ti in jaz jo bova samo pospremila ven. V redu je. Lahko vprašam, zakaj sem obtožena? Ja, povedal ti bom tukaj v Chris Walnut. Lahko poskrbim za to. Samo trenutek. Imel boš priložnost za to. Ker si te številke ne znam na pamet in bom potrebovala telefon, da pokličem. Nisem rekel, da ti bom vzel telefon. Misliš, da se bom upirala in ne bom mogla oditi iz te pisarne brez lisic? Zdaj imam postopek. Ne verjamem, da si to pokazal, slišal si me in rekel si, da si bil. V redu, torej stopite levo sem, jaz bom prenesel dokument in vam bomo prebrali točno tožbe. Danes ste aretirani zaradi vplivanja, oprostite. Vplivanje na pričo, ne prijava in oviranje policista. Torej, moj partner vas bo pospremil ven in to bomo naredili. To bomo naredili. To zelo hitro. Morda ne bom mogla vzeti svojega telefona, da bi lahko poklicala svojo odvetnico. Telefon lahko vzamete s seboj, to so vaše stvari.
Katero želiš? Delaj od samo biti moram. Delo iz osebnega. Da. Osebno lahko gre. Ta bo, v redu. Si pripravljena? Vzemi denarnico, torbico, kaj takega, osebno stvar. Imam torbico v svoji pisarni. Ja, ali jo smem vzeti? Lahko vzamemo to. Ja, Andrej, ali me lahko ne spremljaš in preklinjaš po celem mojem delovnem mestu? Ali lahko Andrej prinese mojo torbico in mi jo prinese, potem pa lahko odidemo skozi zadnja vrata? To je vse. Hvala. V redu, počakali bomo. Boš prosil Medino, da pripelje do teh vrat tukaj. Samo skozi ta vrata bomo šli ven. Je to bolje, če gremo skozi ta vrata? Da, bila bi hvaležna za to. Hvala. Lahko prosim greš po njo? Ne, mislim, da v resnici nisem. Samo sprašujem se. Mislim, da ne bi smel biti tukaj zdaj. Torbica, hvala. Imel boš sposobnost. Je na tej strani? Ja, ona je v priporu. Premenjenje po vas vseh je eno v priporu. Potegnimo ga na to stran. Res si bil zlomljen. Lahko gremo ven tam. Prav, Karen. Prav? Hvala. Cloningerja pripeljejo ven skozi zadnja vrata, ko se odpravljajo proti policijskemu avtomobilu. V redu. Ali imate kaj pri sebi, kar bi moral vedeti? Ne, mislim, da je vse v zvezi z mano. Ne, ničesar. V enem od mojih žepov. Vseeno moramo še iskati. To je posneto. Prav. In danes so tukaj dva, bova ugotovila. Je revidirala pod zapis. Prav. Torej, nosim samo te hlače, spodaj nimam ničesa drugega. Torej, nimaš nobenih žepov spodaj, kaj ne? Prav. Bom zamenjal. Ne zapuščam te, sedi, lahko premakneš? Sam pogledati moram, kaj je tukaj noter. Sis. So prvi-like, jaz niso, je to. Malo tesno. Pa vseeno. V redu, naj te pripnem in bom pogledal. V redu? V redu, to bi moral narediti jaz. V redu, samo obrni se in poglej tja. Samo obrni telo, da lahko pogledam tvoje lisice. Vem, da je malo nerodno. V redu, katera? Me zanima, če so to tvoje zapestnice. Je ta ali druga? V redu. Mislim, da bom v redu. Tako da lahko spravim 2 prsta noter. Razumem, da niso najbolj udobne stvari, še posebej s tem sedežem. Ampak, kar se tiče telefonskega klica, recimo tvojemu odvetniku, bi ti morali v zaporu dovoliti, da pogledaš v svoj telefon, da dobiš tisto telefonsko številko, če jo potrebuješ. V redu. In potem lahko opraviš tisti klic. V redu? Si v redu? V redu sem, v redu. Sem zadaj. Cloningerjeva se je prvič pojavila na sodišču 22. maja, saj je obtožena vplivanja na pričo, neprijavljanja in oviranja policista. Določena je bila varščina v višini $5000, ki jo je kasneje plačala. Njen predobravnavni narok je razpisan za 10. junija. Medtem pa na policijski upravi Longview pravijo, da s pregonom še niso zaključili. Pričakujejo, da bodo vložili obtožbe proti Andrewu Schoonoverju, ki je izvršni direktor za službe za učence v okrožju. Te obtožbe vključujejo neprijavo in dajanje lažnih ali zavajajočih izjav javnemu uslužbencu. 22. maja je vršilec dolžnosti vodje šolskega okrožja Longview deloma izdal naslednjo izjavo. Citiram. Vemo, da je ta zadeva povzročila globoko zaskrbljenost, bolečino in vprašanja za učence, družine, zaposlene in širšo skupnost Longview. Varnost, skrb in dobrobit učencev morajo biti v središču vsake odločitve, ki jo sprejmemo zdaj in v prihodnje. Skupaj imamo tudi odgovornost, da zagotovimo, da se ta zadeva pregleda skrbno, pošteno in nepristransko.
Kot vaš vršilec dolžnosti vodje šolskega okrožja, vedite, da so moje zaveze in zaveze našega šolskega okrožja jasne. Razumeti dejstva v zvezi z domnevnim neprimernim vedenjem učencev in zaposlenih, sodelovati s preiskavami, upoštevati zakon in na koncu ustrezno ukrepati in zahtevati odgovornost. Zavedam se, da si zaupanje pridobimo z doslednostjo in da odgovornost zahteva dejanja. Današnje dejanje potrjuje zavezanost našega okrožja obema vrednotama in našo željo, da zberemo dejstva. Izjava je tudi povedala, da je bilo 5 zaposlenih poslanih na administrativni dopust in da so poleg potekajoče policijske preiskave najeli še svojega zunanjega preiskovalca. To je vse za oddajo On the Case, ki ga predstavlja Law and Crime. Naročite se na nas na YouTubeu in Spotifyju, zdaj pa nas lahko spremljate tudi na Peacocku. Sem Chris Stewart, se vidimo naslednjič.